nervozni smo bili, kajti morali smo zmagati, to je prvo, drugič pa igrali smo brez našega objektivno najboljšega igralca, to je Nikola Gačeša, ki ima vse preveč teh zdravstvenih problemov. In jasno, če nam glavni igralec manjka, je že mičkam več nervoze bilo. No, vendar tisto, kar nas drži in tisto, kar nas krasi in tisto, kar nam prinaša zmage, je naša odlična obramba in skok. Zopet smo odigrali dobro obrambo, zopet smo dobili skok in praktično smo vodili od prve do zadnje minute. Z malo več sproščenosti, posledično preciznosti, pa bi bila objektivno lahko razlika tudi bistveno večja. Dobro delamo iz kroga v krog, mislim, da dvigujemo kvalitete igre in jaz mislim, da gremo v smeri zaželenega cilja, da dvignemo to mlado grupo igralcev in da takrat, ko bo najbolj važno, bomo igrali še bistveno bolje. Tekma je bila težka, mi smo se dobro pripravili, sicer Rogaška je zelo dober nasprotnik, ampak celo tem smo se odlično pripravili, tako da potem smo še tudi v tekmo dosti dobro, kontrolirali smo obrambo, sicer smo skok v prvem polčasu malo izgubili, potem smo pa tudi to popravili, tako da smo njihove šoterje ustavili, tudi njihove visoke igralce. Za naprej to pomeni, da gremo spet iz tekme v tekmo, v bistvu mi se za vsako tekmo posebej pripravljamo, želimo čim više, tako da to je še ena potrditev za dobro delo, pa to je to. Sem zadovoljen, gremo stopinjo korak za korakom, ne prehitevamo nobenega dogodka, tako da mislim, da smo na pravi poti. Ja, pač treniramo dobro, poškodbe so sestavni del, upam, da bo čim manj še v nadaljevanju, ampak zdaj se je popravljalo stanje. Prvo mislim da je razlika prevelika, nismo mi toliko loše igrali u odnosu na Helios, čitavu do zadnja minut i po dva sve je bilo u igri. Mislim da je utakmica odlučena u dva momenta, prvi moment je bio kod 16:10 u prvoj četvrtini kada smo mi vodili i kada smo dozvolili da pređu 18:10 Helios vodstvo, ekipa je psihološki pala i drugi put kod rezultata 56-52 kada smo mi imali 4 napada za redom, promašili smo jedan zicer, izgubili 2 lopte i jedna trojka je šutnuta koja nije došla do obruča. Ekipa psihološki nije ušla u krizu psihološku, mi to teško pogađamo zicere, teško veliki je problem toga i mislim da ako to ne ispravimo, jer mi nismo pogriješili, ništa Helios nije uradio nama taktički ili nešto što nismo. On nas jeste naskakao i to nas je naskakao u kritičnim momentima, ali mi nismo dali poene, čak nam Helios nije dao puno poena, 74 nije za Helios nešto i da smo mi davali poene, Helios bi dao još manje. Tako da mislim da je osnovni problem do nas u našim zicerima i našem psihološkom stanju ekipe. Ja, lahko rečem, da smo začeli kar v redu, in v obrambi in v napadu. Na začetku smo imeli še v redu rezultat, pol pa proti koncu prve četrtine smo i Helios naredil delni zid 8:0, naša igra je začela počasi padati in posle več ali manj so oni skozi narekovali tempo igre in v obrambi in v napadu ni šlo, kar bi mogli, tako da smo na koncu zasluženo izgubili. Ja, mi nimamo kaj preveč razmišljati, od 5 preostalih tekem moramo dobiti čim več, šli bomo iz tekme v tekmo, ampak še zmeraj smo v igri za ligo za prvaka, je pa res, da bo težko, tako da upam, da bomo, če ne vse, pa vsaj 4 tekme moramo dobiti. Ja, na začetku sezone dobro smo začeli, odprli sezono, zdaj smo pa proti zadnje tekme smo odigrali malo slabško, da zdaj ni tako, kar bi mogli biti, kot bi pričakovali, tako da čaka nas kar naporno in težko delo do konca.